lanskem letu smo naredili filmček, v katerem nastopa tudi pokojni Janez Dešar. Pa mislim, da je prav, glede na to, da je živel med vami, da ga še enkrat srečamo. Oče, mati, bratje in sestre, koče, mesta, trate in steze, holdi skale večnega snega, to je moja domovina. Zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, zdrava bodi moja lepa domovina, moja lepa domovina. Vroče sledi hladne vojne pričajo o prehodih predvsem Slovencev čez železno zaveso med Slovenijo in Avstrijsko-Koroško v letih 1945 do 1991, ter o dolgem soočanju z njihovimi posledicami in preseganjem le-teh. Izpod tabujev titoizma se nepočasi prebija resnica o tistih časih, tako tujih in tako prisotnih. Predvsem je zanimivo proučevanje tega režima, zato ker je danes, bi rekel, deloval nenavadno za takratne razmere, za ljudi, ki so bili pod njegovo peto, je bilo hudo, predvsem za tiste ljudi, ki so bili pod udarom tajne politične policije. Danes pa zgleda tudi malo ne samo hudo, ampak tudi nenavadno, pa tudi zelo zanimivo, kako so pač takrat v prejšnjem režimu delovali ne samo tajna politična policija, ampak tudi drugi podaljški režima, kot so mediji, kultura, gospodarstvo in tako naprej. Sestra Rajna, ki je pred kratkim umrla, ima tam lepo podobo še, ravno tukaj v sobi številka 1, na dan, na vigilijo nepohoda letos, torej pred par tedni, ta je bila tedaj noseča. Obmožan, ki je šel oktobra, s katerim se je oktobra 44. poročila v Ljubljani. Jaz sem mu pričal, sem prišel iz bojnega polja, v uniforme tam zapričal in je on potem, sta potem bila skupaj do maja, Marina je bila noseča, ni mogla, on je pa bežal kot obranc in prav tako vrnil kot jaz. In so se tukaj tega ni še videla, skupaj bila in zadnji večer, ko so nas klicali po sporedu, po seznamu, so nas klicali vsak večer, da smo javili, je bil tudi on klican in se je prijavil, v skri rekel da, in je šel čez 1020 metrov 300 kamionov, ki so jih nalagali kot drva gor in pelali v tega. Torej, ta moj svak, tako čudovit človek, je tukaj nekje neposredni bližini, ne vem kje, v Dijami. In takrat prednje šel, tisto zadnjo minuto, pol minute, je rekel Janez, če tebe bo vzemati, pa je znam tale brez rokav, ki mu ga je dala, moja sestra rodila. In se jaz vzel in on šel brez vida, jaz sem pa tiste skozi nosil, tudi pri pobegu sem šel in sem to prinesel v Ljubljano.
In v Ljubljani sem to izročil svoji sestri. Ta isti pulover, ki je ona osebno naredila za moža. Ona je pa to razparala in je naredila žabčko za hčerkico, ki se je potem Julija rodila. Dr. Janez Dešar je po pobegu iz taborišča Tehanje na Koroškem napisal spomine in jih izročil dr. Janezu Kraljiču. Ta jih je vzel s seboj v Združene države Amerike. Po njegovi smrti so spomini izginili in se nato pojavili. Leta 1990 in 2005 so izšli pri založbi Družina. Tam zelo hudo, tam so 4 ali 5 streljali, jaz brzostreko italijansko, sem videl, ki je 4-5 metrov od mene v grmovju bil in drugi je z puškami za mano streljali. Jaz pa bos letel po pokošeni travi v hrib gor proti gozu, ki je 20 metrov višji goz in ko goz mora pri tem bo. In v tem času so za mano izstreljali. Krogle so švigale nad glavo, levo, desno, med nogami. V tisti smrtni stiski sem rekel, Marija, če me režeš, grem za duhovnika. In vsebno sem trdno prepričan. Prej sem že v Avstrijo, sem prišli z kolesom iz Ljubljane, mimo Brezij in kot zadnji obisk slovenske cerkve so bile Brezije. Da sem nekako ne pozabil. In sem tam še monarh dobil eno lepo podobco, pa nažalost je nima več, ne vem, ki med temi preseljevanji 50-60 letimi po tem dogajanju, ki ga sedaj omenjam, je to se nekje izgubilo. Moja mama je bila obtožena, prijeta čez 3 leta, so preko raznih zaslišanj, raznih osebnosti, so prišli tega, da je moja mama bila tudi tista, ki je to vedela. In so v tem zaprli in je potem tam priznala, da je mene skrivala. V poročilu časopisu sem sam bral, da sem bil skrivala svojega sina, vojnega zločinca in zato krivo tok in tok. Obenem se je odkrilo, da so mi nekateri duhovniki pomagali, jezuit pater Prejac, potem pater Sodja, lazarist, ki mi nosil obhajilo pri sestrah, ki so me skrivali v svojem samostanu. Tema, ki smo jo danes slišali, seveda precej zapletena. Če poskušamo opredeliti resnico, ima seveda lahko zelo veliko obrazov. In že če pogledamo Janeza Zdešarja, on je med tem svojim pričevanjem tukaj rekel, pač, da je on, njegova življenjska usoda je ta, da je pričevalca. In to je pravzaprav zelo enostavna ali pa zelo zapletena resnica. Kaj se hočemo spomniti, kaj hočemo pozabiti. V človeškem rodu je tako, da je tisto, za kar se poskušamo zmeniti, da je prav, kar si je treba zapomniti, kar drži, za eno skupnost seveda ne more nastajati samo od sebe. In zdaj že kar nekaj časa, mogoče sem vas tudi že vprašal, kdaj, sta dve zelo enostavni vprašanji, pa očitno za Slovence razmeroma težki. Prvič, če smo Slovenci, zakaj to hočemo biti. Jaz moram reči, da vas ne bi mučil, ampak predvidoma bi se slišal en jamrane in bi prišli mi biti do tega, da govorimo slovensko, pa da smo pridni, pa take neumnosti. Zakaj hočemo biti Slovenci, zakaj se to splača, kako hočemo to razvijati naprej? To je prvo vprašanje. Drugo, še bolj grozno je pa seveda, če smo zmagovalci. To je pa za Slovence neverjetno udobno vprašanje. A smo toliko suvereni, da se počutimo zmagovalno, imamo svojo državo, imamo v bistvu vse, kar si je potrebno za en zrel narod imeti? Kaj je torej narobe, da se ne počutimo tako, da ne moramo sami sebe v roke vzeti, stopiti pred ogledalo in reči, dobro se počutimo zmagovalci, smo, nič nam ne manjka. In zato vmes je prva stvar, ki se je rekla resnica, povezana s samozavestjo, je seveda vedenje. To pomeni biti firpčen, ampak biti firpčen tako, da se poskušaš presenetiti, ker presenečenje je od nekdaj pa še
rodi malo filozofije in se lahko o tem začnemo pogovarjati, o čem se strinjamo, o čem se ne, kaj je res in kaj ni res. Poglejte, 20. januarja predvidoma bo šla ta revija, ki se reče pač Slovenija, časi, kraji, ljudje. In naprimer, prvi prispevek je, a imamo Slovenci nekje pod Krnom slovenski Stonehenge, ali je slovenski neolitski človek, recimo sodobni Kecija, bil sposoben narediti eno svetišče, ki nas v bistvu v verski modernizaciji, ki v 1000 letih človeštvo temeljito spremeni, a ne, in je verjetno največja človeška revolucija, kakšne sledove je pustila pri nas. Se pravi, ena temeljna samozavest o eni dolgoročni potenci in sposobnosti naših prednikov. Drugo, kar pravzaprav malo ta številka načina, je kako razložiti pomen slovenskega ozemlja. In ena od pomembnih stvari tistega ozemlja, ki je nekaj vredno, so seveda njegove vojaške stavbe. To je en rimski zaporni sistem, Prhrušci, to je bila Črnikal, oziroma Črni vrh in ta prehod slavni, evropsko pomemben. Potem ena od stvari seveda so narava, kako in kaj se nam dogaja, recimo 1511 najhujši potres, ker smo ga imeli potem ves čas, se tukaj malo pretepamo, in govoriti o tem prostoru, ali pa o Slovencih, Slovanih, kot o kakšnih miroljubnih ovčkah, kaj se jim zmeram, kaj hudega zgodi, je nevarna pomota, ker se skozi pretepamo tako, kot se spodobi. In recimo, ravno tukaj v bližini v Mariboru pač je največjo kadetnico Avstro-Ogrske monarhije, ki jo zdaj počasi spravljamo v red, in pa drug let je seveda 100 let od začetka Prve svetovne vojne, in tukaj se pa že upnemo v tisti veliki slovenski problem. Se pravi, kdo smo Slovenci, koga se spomnimo in koga se ne. Po Prvi svetovni vojni seveda ni bilo zelo moderno, da bi se spominjali v recimo srbski monarhiji, ki je temeljila na zmagi nad Avstro-Ogrsko, da bi bile Avstro-Ogrske žrtve zelo vredne spomina, in mi imamo teh nekaj nad 30 000 mrtvih razpršenih, predvsem po vzhodni fronti in tej Dolomitsko-Soški, ampak to je ena od nalog nacionalne skupnosti, da svoje mrtve združi. In tukaj je prav gotov že tisti prvi problem, ki bo ob tej 100-letnici nastopil, ker kljub vsemu je Zveza bojevnikov v kraljevini oziroma v novini naredila razmeroma velike napore, da bi ta imena zabeležila. Imamo zelo lepe spomenike in tudi proti vojno usmerjene, in verjetno to bo en že velikih pogovorov, zlasti pa ta pogovor, kam Evropo Prva svetovna vojna pripelje. To je konec dolgega 19. začetek dramatičnega kratkega 20. stoletja, in tukaj delimo usodo Evrope. Evropa pade s tečajev in pravzaprav upoštevajte, da mi po 100 letih od konca monarhije rešujemo zadnjo mejo s Hrvaško. Se pravi, v bistvu rešujemo ogrsko-avstrijsko mejo. Eno zelo enostavno seveda razmišljanje je Petričevo o vratih v stolnici kot spomeniku narodu in državnosti, spraševanje o slovenskem meščanstvu, ker dejstvo je, da je slovensko meščanstvo je tale narod rodilo, ga naredilo, mu dalo samozavest, mu dalo temeljno usmeritev, in prav gotovo se bomo o tem še pogovarjali. Ker slovensko meščanstvo naredi kranjsko nošo za folkloro, slovensko meščanstvo razvije slovensko industrijo, potenco in tako naprej. In potem seveda spet se bližamo v obdobju, kjer se pogovarjamo o tem, kaj je resnica in kaj je sprava. Seveda resnica in sprava sta včasih hudo navzkrižja, ker zato, da se resnica uveljavi, je potrebno včasih tudi se pač s kom spreti, kaj
prepirati. Naprimer, ena trditev, ki smo jo tudi v filmu, kjer je Janez Zdešer nastopal, je zelo enostavna. Na jugoslovanskih oziroma slovenskih mejah proti zahodu je ubitih veliko več ljudi kot na Berlinskem zidu. Pa je Berlinski zid neskončno slavna reč, ne? In tudi tam so, vsaj se Nemci niso kaj dosti več ljudi obsodili kot mi, ampak vsaj nekaj tam teh, ki so ukazali ubijanje na Berlinskem zidu, je bilo obsojenih. Nekajkrat več. Na Berlinskem zidu je ubitih nekaj nad 100 ljudi. Pri nas je v 3 letih, manj kot 3 letih ubitih 400 in nekaj ljudi. Zadnji ustreljenje in begunci iz Šrilanke 16. junija 1991 pri mejnem prehodu Holmec. Mi nismo imeli najbolj odprte meje v Evropi, mi smo imeli mejo, na kateri je Schussbefehl veljal do zadnjega dne razpada režima in kjer se je tudi streljalo do razpada režima. To je cona omejenega bojevanja, kjer se strelja na civiliste, kar je smrten greh tudi po jugoslovanski zakonodaji. In Pavle Čelik je zdaj napisal eno knjigo. V 70-ih letih se je slovenska policija zelo borila z jugoslovansko ljudsko armado, da ne bi več streljala. Ampak se niso mogli zmeniti. In potem seveda tisto, kar je pa naš pravzaprav temeljni dolg do slovenskega kmeta, ki je v bistvu najbolj napadena človeška vrsta v titoizmu. In tudi, če vidite, ta dolgi rep komunizma pravzaprav naseka zdajle, ko slovenske kmetije najhitreje propadajo v zadnjih letih. To je razmerje, ki ga bo mogel rešiti še dolga leta. In zdaj bomo pa prišli do tega temeljnega vprašanja. Tole so demonstracije v obrambo četverice, se pravi, to so demonstracije odbora za varstvo človekovih pravic. In to je največja slovenska zmaga. Se pravi, dobimo demokracijo, podre se totalitarni sistem in vzpostavimo suvereno državo. Ampak kaj se nam pa zdaj dogaja? To je pa vprašanje za danes. Dogaja se nam, da imamo eno tradicijo kulta, kjer je najprej malo večji bog spred, malo manjši zadaj, potem pa tale stopi spred in nam ga še zdaj vozijo naokrog. Ampak v čem je pa osnovni problem? Kult, ki so ga gojili vsi ti ljudje, je kult revolucije. To je spomenik revolucije v Kranju iz leta 1961. Takrat so se v Kranju, to je malo butalska zgodba, pogovarjali so se zgraditi porodnišnico spomenik revolucije, pa vidite, da je zmagala revolucija. Ampak tukaj vidite, da revolucija še nekako je podobna človeku. Se pravi, si človek predstavlja, da je lahko Bog. Tudi v Trbovljah se je revoluciji godi nekaj takega, pa je pa kar naenkrat zgubi obliko. To je revolucija v Ljubljani iz leta 1975. Se pravi, nič se ne slavi svobode, slavi se revolucija. 61 je 20 let ustaje, tako imenovane, začetek državljanske vojne. Tole je pa tako imenovani konc te vojne, se pravi, za revolucija. To je največji bronasti spomenik tedanje Jugoslavije. In vidite, da postane revolucija nekako brezoblična. Ta je v Kamniku, ta je v Zagorju, to je v Mariboru, ta je pa najbolj fletna v Ribanci, s Suhorovo. Ampak, se pravi, mi imamo zelo največji sveti kraji prejšnjega režima, kaj je z njimi? Pozabljeni so. Človek bi pričakoval, da se bodo verniki revolucije ob spomenikih zbirali. Ampak se ne več. Namesto tega, seveda, če bi zdaj zavrteli govor primerno butastega ministra za obrambo Jakiča Zanč na Pohorju, bi slišali eno retoriko, ki je zelo nespodobna. Govori o nekakšni osvoboditvi, enotnosti, vzoru in tako naprej. To je kult smrti. Pohorski bataljon je klasična polomija partizanske vojske, kjer skoraj pač, recimo 70 približen bataljon, pade zaradi lastne neumnosti in izzivanja sovražnika. Tako se je zgodilo
tretji bataljon na Pokluki, tako se je zgodil na Javorovci in tako naprej. Se pravi, gojimo kult poraza. Kult revolucije je kult žrtvovanja ljudi in tako naprej, ampak to je kult, ki ima zdaj obliko narodne osvoboditve. Druga zelo perfidna oblika prisvajanja kapitala, tega moralnega, je bilo razglašanje narodnih herojev. V Sloveniji je bilo razglašenih 172 in seveda, kaj je značilno? Značilno je, da so to, tako kot je revolucija, ta tip revolucije, ki je bil ta kult postavljen, je tip bolševistično-stalinistične krvave revolucije. To je obrt, ki ima pobijanje oziroma čiščenje v krvi največji možnem številku kot obrtni temelj. Heroji so nosilci čiščenja. Besede, ki jih je uporabljal Boris Kidrič, je pač komunist da z mirno vestjo ubiti človeka, je pa zelo vljuden človek. Čaka vas krogla po vojni. On je eksekutor kot predsednik slovenske vlade pomora pomladi 45. Posebno odgovoren, sploh nikaj. Ta partijska konferenca julija 1942 ima popolnoma enako funkcijo kot Hitlerjeva konferenca v Wannsee. Tam je bilo začetek Endlösunga, končne rešitve židovskega vprašanja. Tukaj ne govorijo o sovražniku, govorijo o tako imenovani beli gardi. Govorijo o končni rešitvi v državljanski vojni. To je julij 1942, 3 leta pred velikim masakrom so stvari tukaj izmenjene. In po vojni, seveda, ko pravimo, ko poskušamo razlagati socializem s človeškim obrazom, je v prvih 5 letih po vojni je povprečno, brez tega pobijanja leta 1945, je povprečno vsak dan s strani oblasti ubit en človek. Smrt je legla nad deželo vsaj še 5 let neposredno po vojni. Kardelj sploh ni treba, Kardelj je zli duh slovenske in jugoslovanske revolucije. In seveda Franz Rozman Stane. Ta je posebna kategorija, ampak tukaj se pa seveda lahko v kulturi pogovarjamo. Kakšno ploščo so postavili Franz Rozman Stane v Medvodah? Tukaj se je Franz Rozman Stane izučil pekovskega poklica. To je tisto, kar je njegov domet. Se pravi, postal je pek, si sposobil denar, bankrotiral in pobegnil v Španijo. On je vojak, ki pelje drugo grupo odredov na Štajersko, prije 20% borcev na Štajersko. Sproži Primorsko vstajo, kjer je 5000 ranjenih, mrtvih in ujetih. Je odgovoren za poboj, najhujši bratomorni zločin med drugo svetovno vojno, se pravi pobijanje vojnih ujetnikov in civilistov po kapitulaciji Italije. In 14. divizija, ki jo pošlje na Štajersko, je izdana od gestapovske agenture v glavnem štabu. To so njegovi vojaški dosežki, je bil pa dosti bolj učinkovit pri preganjanju žensk, ampak dobro, to ravno ne more odtehtati, da bil za to človek heroj. In seveda potem temeljni problem tega sveta je pa mesto mrtvih. Če pogledamo vse človeške civilizacije, je prvi znak civilizacije pokop pokojnih, potem se seveda kult mrtvih in problemi prehoda razvijajo, kot veste, imamo piramide, na primer, imamo katedrale, imamo marsikaj v tem človeškem rodu. Partizanski svet, oziroma partijski komunistični, pa pusti za sabo grobnico herojev kot največji objekt mesta mrtvih. To je to, kar tale misca prvi. Se pravi, in ta norčevanje iz smrti je tisti temeljni problem, s katerim se še danes soočamo. Iz mrtvih in živih narediti robote. In naslednje vprašanje, ki se mu Slovenci malo radi izogibamo, je seveda problem državljanske vojne. To so uradni podatki Inštituta za novejšo zgodovino. 30 000 mrtvih, približno tretjina mrtvih je od lastne roke. Če bi še posredne žrtve
začeli preštevati, se ta številka seveda dvigne, ampak to je to, kar se moramo med sabo zmeniti. Noben postopek ni krajši. 30 000 je 2% prebivalstva. 2% prebivalstva je 600 000 mrtvih v ameriški državljanski vojni, tudi 4-letni, 1861 do 65. 500 000 mrtvih ali 2% prebivalstva je v španski državljanski vojni. Ampak tam je Franco diktator, ki pobija po podobni logiki kot Tito, je statistika podobna, ampak če pogledamo, Američani so rabili zelo dolg časa, da so naredili mesto mrtvih, kjer so pokopani vsi. Tako da so zdaj, naprimer, na Arlingtonu in severnaki in južnaki in črni in beli. Leta 1861, v stoletnici, so se Američani tako skregali, ker se je pač preprosto pokazali, da osvoboditev sužnjev nikoli ni bil program državljanske vojne. Severnaki so rabili za morce za kanonfuta. Po par desetletjih je bil položaj za morcev slabši kot pred vojno. Leta 2011 se oni sprašujejo, zakaj so se borili. In ugotavljajo, da se, naprimer, taka vprašanja postavljajo. Zakaj je samo na Haitiju in v Združenih državah Amerike suženjstvo razpadlo na krvav način? Zakaj drugot ni? In imaš raziskave, da je bilo neznosno veliko hujskanja nekaj let pred vojno. Zastrupljanja, nasilnega govora, se pravi, to je stanje, ki ga imamo danes mi. In seveda so bilance jasne, ne? Se pravi, ta komunistični tabor je dejansko za okrog 3/4 oziroma 80% mrtvih, kriv, ne, protikomunistični malo manj, ampak kaj je pa eno dejstvo. Leta 1944, naprimer, domobranska politična policija je veliko bolj brutalna kot partizanska in veliko močnejša. Če vojna trajala, recimo, še nekaj mesecev, bi verjetno domobranci zmleli partizani. Ampak stvar je to, da pogledajte, druga stvar, ki se jo pa mi malo premalo zavedamo, so pa škode po vojni. Se pravi, imamo 2% mrtvih, do leta 60 iz Slovenije odide 10% ljudi. Ali so izgnani, ali optirajo za Italijo, ali pa bežijo v smrtni nevarnosti. Do leta 64 40 000 Slovencev ilegalno beži, 30 000 jih zaprejo zaradi poskusa pobega. Čez 100 000 je nedvomno aretiranih v zaporih in tako naprej. Več 10 000 poslanih na prisilno delo. To so vse stvari, ki jih sploh še preštevati nismo začeli. Ki se ne sprašujemo, zakaj smo malo čudni. 20 let smo imeli časa. Leta 1968 sta zakonca Mičerlich napisala knjigo Die Deutschen Unfähigkeit zu trauern. Zakaj? Se pravi, Nemci niso sposobni žalovanja. So nevljudni. Zakaj? Zato, ker leži nad njimi velik zločin. To je stvar, ki se mi moramo zmeniti. Zakaj smo toliko zoprni? Zakaj se ne znamo reči zmeniti? Zakaj se toliko zmerjamo? Ker se nismo sprijaznili z enim stvarmi, ki so se nam zgodile. Tole je pa kaj? Zmaga nenasilja. Čudovita zmaga nenasilja in za demokracijo je značilno, da ne ubija. Revolucija ubija. Ampak kaj je pa danes problem? A bi bil lahko to mitska slika slovenskega naroda zmagovalcev? Zgoli in bosi proti razmeroma resnemu nasprotniku. Tole je prvi spomenik temu dogodku. Ploščica 50x70, po 25 letih. Čakajte, tega niso komunisti krivi. Kakšne zmagovalce imamo, da si ne znajo zagotoviti mesta v zgodovini? In ta skromna ploščica, ki zelo enostavno piše, je bil proces,
je sprožil civilno družbeno gibanje, je pripeljala do velike političnih svoboščin, do padca nedemokratičnega režima. Kaj sproži? Živo ihto, paca se, krade se, uničuje se in tako naprej. To se pravi, v spopadu med nasiljem in nenasiljem še zdaj obstajajo neravnotežje. Zdaj pa imamo en tak test iz junakov nenasilja. Poznate? Janko ne govoriti, Janko pozna, verjetno, ampak ostali pa povejte. To je Najste Velikonja. Se pravi, invalid, pisatelj, kap otrok, Tine Velikonja, pokojni tudi eden od njih. Kaj je napisal? To je leto 1944, nenasilni upor. Med menoj in njimi je samo smrt in je tudi bila. Aretiran in obsojen na smrt, truplo zgine, kraj pokopa ni znan, dokumenti procesa zginejo. Kot vidite, piše Franc Jeza, ali to verjetno vsi poznate. Franc Jeza je partizanski človek, potem pobegne v Trst in piše takele zgodbe. To je leto 9, je pa že po letu 50 v svojem časopisu povsem jasno pisal o poboju domobrancev kot zločin. Se pravi, nova tlaka slovenskega naroda, se pravi, ropanje Slovenije v Jugoslaviji in recimo, kaj napiše leta 1964. Neodvisna in seveda tudi demokratična Slovenija do konca leta 1964. Poslušajte, zdaj pa je pa treba zelo enostavno tole metode razlikovanja uporabljati. Vsak, ki je zagovarjal neodvisno in demokratično Slovenijo, je do leta 90 tarča tajne politične policije, ki jo vodi, na primer, Milan Kučan. Kako enostavno to je? Ali bomo imeli tega za junaka, ali ga ne bomo. Nenasilni upor. Knjigo priporočam v branje, seveda. Ciril Žebot. No, tukaj pa, kaj naprimer se človeku zgodi, če zagovarja neodvisno in demokratično Slovenijo. Tukaj vidite, je tudi Zdenko Roter bil obveščen, ne? In kaj pa bil tak problem? To je ena zelo majhna knjigca, par listov, odgovor Edvardu Kardelju, ampak prej pa je šla knjiga Slovenija včeraj, danes jutri, leta 67. In jo je primerno duhoviti Ciril Ribičič Mitja napadel v Delu. In so Slovenci množično drveli v Trst in Gorico in v Celovci in pokupali ne 2000 izvodov knjige. In to je ugotovila, da to glih ne gre. In kaj so pa zdaj delali? Kupili so 400 izvodov tam, 200. Udba je pokupila celo knjigo. Cel udbovski aparat je hodil okrog in kupoval knjige. Potem, kadarkoli se je nesrečni Žebot pojavil v bližini Slovenije, vidite, da izgleda približno takole. 2 dni ga spremljajo, 7 operativcev, 4 sodelavci, stroški tok pa tok. A je država, ki je tok butasta, da take denarje stran meče, zato da zve, kje je Ciril Žebot kosil, pa kdaj je šel spat, mora propasti. Poslušajte, ves ta nadzor je bil brez veze. Ker Cirila Žebota ni nič spremenil, ampak kaj pa se dogaja lahko? Lejte, to je pa zdaj leto 82, to je 15 let po izidu Slovenije, včeraj, danes, jutri, in nesrečni Franc Mlinar iz Žirov je bil aretiran, ker je imel Žebotovo knjigo 15 let staro. In so ga seveda tudi obravnavali, ne? Knjigo je kupil približno pred 10 leti v Celovcu in tako naprej.
leta 88 Udba vdere v prostore Mohorjeve Celovške, ukradejo krtačne odtise in knjiga je seveda prepovedana v Sloveniji. To je leto 88, Milan Kučar. Ljubosirc obsojen na smrt, se pravi partizan obsojen na smrt, oče umre v zaporu, pobegne in Ljubosirc je, naprimer, si poročil tole. Zelo pomembno je prispeval k temu, da predsednik Tito ni dobil Nobelove nagrade. Pisal je, on je vodilni svetovni ekspert za komunistične ekonomije in tole je napisal Jugoslovanska ekonomija v samoupravljanju. Napisal je spomine o angleščini in slovenščini in tole je knjiga, ki smo jo izdali pri Matici in vse njegove spise pridno prevedali. Ko smo pregledali njegov doseg, udbovski smo ugotovili, da smo prevajali brez veze, ker je že Udba vse prevedel. Se pravi, smo ga skrbno študirali. Angelo Vode poznate, poglejte, se pravi, Ljubosirc pobegne v tujino in razvije impozantne talente, tako kot so jih razvili mnogi Slovenci zunaj. Tistih 6000 Slovencev, ki so, recimo samo iz te vetrinske skupnosti izide, da več svetovnih veljakov kot 1,5 milijona Slovencev doma. Kaj je narobe? Je kaj z nami narobe v Sloveniji ali je bil režim tukaj narobe? Se pravi, itak je Bežinski, pa vsi pravi, pač, da je za komunizem najbolj značilno, da ubija človeške talente, ampak pa Angeli Vode pride seveda do izraza pojem, ki se mu reče notranja emigracija. Se pravi, ona ne obupa, napiše spomine, umre in spomini prosvetlijo Slovenijo. Tako kot je to Stanko Majcen in še kdo. Jože Pučnik. Poglejte, on je imel eno strašansko srečo, da so ga iz te naše politike prezgodaj izrinali. Da ni uspel v to svinjsko mašinerijo past in je ta hip teflonski, kot se temu reče, brez hibanja. On je nedvomno to knjigo vam pa poročam za branje. Recimo za današnji pogovor bi jaz bral samo en citat. On piše sestri iz zapora. Prav vse, kar moram storiti, kar hočem storiti, da ne bi sovražil. In ni sovražil. In to njegovo nesovraštvo so mu v bistvu skozi besneli in da zahtevali od njega revanšizem. Zahtevali so od njega besnenje, jezo. Ni res. On je zmagal z odpuščanjem in je dolgoročen. On bo ostal, vsi tisti, ki so ga zmerjali, bodo šli. Cerkev. Španci imajo 1500 in nekaj mučencev, a ne mi bi jih mogli po teh proporcijah imeti okrog 50. Jaz verjamem, da je Grozde imeniten primer, predvsem zato, ker ni klerika. To je prav čudež. Nenasilen. Ne nosi orožja. In poglejte, koliko se že pozna. Kljub vsemu, samo eden je in on bo manj pozabljen kot vsi heroji. Prejšnji. Tukaj, se pravim, ker je en od fenomenov, ki se tukaj srečuje tak dolgoročen, je tukaj je Marija pomaga iz Brezija. To je zdaj spet, ko govorimo o samozavesti slovenske cerkve ali pa slovenskega kristjana, katolika, je treba vedeti, da je teh 150 let, odkar se dogajajo milostni dogodki na Brezjah, je po modernizaciji ljudske pobožnosti, po sentimentu, predvsem pa po prisotnosti na teh temeljnih združevalnih dogodkih, se pravi kronanje leta 7, drugi Evharistični kongres 35, zborovanje na Rakovniku 43, papežev obisk 96, pa Evharistični kongres v Celju, so največji dogodki slovenskega krščanstva pravzaprav. In imamo še to kavarstvo z Marijo pomagaj, ker se tega tiče razmeroma malo zavedamo.
Zdaj bi pa samo nekaj teh opomnikov, ne? To je projekt 2002 med Kljukastim križem in Rdečo zvezdo. Tukaj iz Zvezo borcev moram reči, se je živinsko trudila, da projekt prepovedali, ko ga niso demonstrirali. Hajder na Koroškem je dal zadevo oceniti in so mu svetovali, naj daj reč, da mir. Ampak kaj je? To je to, kar nas danes v Evropi zanima. Evropski dan obsodbe totalitarnih režimov, 23. avgust. To je kolega Frelih leta 2001 zelo spodobno naredil. Ko smo to razposlali možnim sodelavcem projekta, sva na sestanek prišla sama, no, tako da ne bi. Poglejte, potem se moramo razmišljati o enakih stvarih na enak način. Kaj razlikuje ta dva kupa knjig? Levi so knjige, ki jih zaplenijo nacionalsocialisti, se pravi Nemci v Kranju, desno so knjige, ki jih izločajo komunisti v redakciji Dnevnika Jutro. To je enako. Pri nas se pa še zmerno dogaja, da podtikajo, da so pred Ljubljani, pred magistratom kurili Biblijo, kar je svetovna neumnost. Biblija se v tej deželi, razen če je morbiti kakšen maček ali pa kdorkoli kakšno zakuril, ampak drugače pa jo niso kurili. Leto 2004 projekt, to je z Možinom ta film Zamolčani moč preživetja, temeljni problem, o katerem se pogovarjamo. Grobak. A človek mora grob imeti ali ne? Mi smo toliko daleč padali, da se o tem čist zares pogovarjamo. Kaj je Zemljič rekel včeraj? Ne, samega Ustaša sem dal. Ne človeka, a ne? Se pravi, mi moramo iz ne ljudi narediti ljudi z grobom. 2005 isti, se pravi, pač govorimo o govorici umetnosti, ki je nujna, dušce. Zelo so podobne tistim iz Hude jame. Vsaka more dobiti dušo. 2011, preganjanje kmetov, zelo hitro se da kaj spremeniti, ne? A ni bolj žlico imeti, ki hrani. Srb, ki žani, kot pa nekaj enamorilski znak. In seveda, ta soočenje s tem, a bomo, kaj bomo recimo, Huda jama je učna ura slovenskega naroda. 5. leto, 6. leto bo minilo in še zmerom se ne moramo zmeniti, a bomo te ljudi pokopali, a bomo vse prekopali ali ne. Zadnje anekdote, zelo, veste, to se vse danes dogaja, ne misliti, da smo mi zunaj zgodovine. Če ste opazili, je vlada pred dnevi razglasila kolišča za kulturni spomenik državnega pomena. V istem času je Celjski zavod za kulturno dediščino rekel, da Huda jama ni tako urejena, da bi bila kulturni spomenik državnega pomena. Kaj da so kolišča kaj bolj urejene. Veliko manj. Ampak to pomeni, da država ni sposobna stopiti do ene kulturne ravni. Ampak umetnost reagira. Andrej Jenc, se pravi zelo ugleden starosta slovenskega slikarstva Huda jama, en zelo mlad slikar Peter Štrovs, tudi po Hudi jami, Marjetka Dolunar, slovenska gernika, slika je v baziliki na Brezjah, in pa seveda mladina, nasilneži, nenasilneži. Vsi se lahko poznamo, vsak dan se srečujemo, vsak dan se da to razumeti, pogledati. In pa pogledajte ena stvar, pa so pa take zgodbe, ki jih bomo, zakaj je resnica potrebna. To so Jehove priče, te najbolj obsojene, se pravi, mi imamo opravka s skrajno militantnim režimom. Dok razpada ni sposoben sprejeti manjše skupine ljudi, ki odklanjajo orožje. In zato imate tukaj nekaj teh najbolj obsojenih. Vidite, da so po 3-krat obsojeni, 2-krat in kljub vsemu je biti 5-6 let v zaporu, je kar resna zadeva. Zaradi nenasilja. Gospa, ki smo mislili, da bo danes z nami, je Milena Hohnec. Poglejte, takih ljudi v Sloveniji je seveda, se pravi, dva diagnostična izraza, sta en je posttraumatska stresna motnja,
drugo je pa želovanjska motnja. Se pravi, če ti nenadoma izgubiš najbližjega in če okolje ne sočustvuje z izgubo, si mrtev. To je pravo, nimaš kric. Gospa je bila stara, se pravi, okrog 15 let, ko njenega očeta, celjskega trgovca Miloša Pšeničnika, določijo za žrtev in to tako, da partijski sekretar napove demonstracije proti celjskim trgovcem, ki jih izvedejo. Na prvem sojenju je obsojen, kot vidite, na 6 let zapora. 6 let je velik, pa za plema premoženje, ampak potem ga odvlečejo v Ljubljano in z Dobovičnikom, drugim trgovcem, obsodijo na smrt. In tukaj je pravzaprav edino poslovilno pismo, ki ga je recimo okrog 500 na smrt obsojenih usmrčenih v 5 letih po vojni smelo napisati. Ker je gospod Pšeničnik je sodeloval s partizani in heroj Dušan Kvedar, Tomaž je nedvomno bil eno od ljudi, ki je morbiti lahko vplival, ni pa mogel, skratka, vprašanje, koliko mu hotel pomagati, ampak kaj pravi? Prosim, da moje truplo, če v oblast to dovolila, prepeljete v Celje in tam pokopljete. V tistem času je Stane Kersnik, upravnik zaporov v Ljubljani, napisal: tej pa tej pokažite grob sina, pika, prekopa ni, pika. Družini Globočnik iz Vogelj, ki je oče, so ga aretirali Muraka, umre v zaporu in so ga niso smeli žal prekopati, dokler ni bilo kazni konc. In podobne zgodbe bomo nabrali. Družina je dobila tudi račun za ta pogreb leta 1946. In potem je leta 1966, pač mama obupa, naredi samomor in včeraj, se pravi po 21 letih, prekople očeta. Če ste opazili, smo pred kratkim prekopali skupino žrtev, tisto, kar smo najdeli v Mačkovcu, ob 70-letnici poboja. To pomeni, to je zgodba, ki je danes. Tukaj okrog Celja imate verjetno 15-20 tisoč žrtev, ki pač čakajo, da bo sploh vedeli, kje so. In zdaj, ko sem gospodu Škofu že omenil, Škofovska konferenca je pred kratkim v novembru spodbudila duhovščino, da naj tudi pomaga pri urejanju grobišč, in jaz bi predlagal dejansko, da se na pomlad zberemo na rudniku Pečovnik in tam postavimo križ, lastnik se z posebom strinja in tako bomo stvari uredili. Potem, gledajte, resnica in sprava. Se pravi, Milena Hohnec, rojena Pšeničnik, skrbno analizira, kaj se je pri procesu dogajalo. In pogledajte, vsi so uslužbenci okrožnega ali okrajnega odbora. Se pravi, je bilo njihovo pričanje naročeno. In to se je tudi potem zvedel, ker so se eni prišli upravičiti. Naslednji korak, ki ga gospa naredi, je rehabilitacija očeta na sodišču. To je do zdaj v Sloveniji doseglo okrog 4-5 tisoč ljudi, ker skoraj vsaka sodba takrat ni imela pravnih elementov skoraj. In to, da bomo mi govorili o brezpravju in krivosodju in o sodnikih zločincih po normalni sestavni del dialoga, to ne bo čisto noben prekršek sprave. Najprej resnica, pa se mu pa že zmenila. Odkrije se tudi spominska plošča, gospa uredi denacionalizacijo, prepiše premoženje s potomcem in pride k svetmu Evropi. Zdaj pa naprej. Resnica seveda, zdaj mi imamo, kako se počutimo, je resnica. Počutje naše so lahko strašno različna. Ampak terapevtsko, Tomaž Rezar pravi, kaj je treba tem gumbcem, ki se iz nas norca delajo, reči. Dovolj, fantje, nikoli več. Dosti je. Nehajte ga srati. Nehajte se z nas norcem. To je za začetek čisto za vas. Poglejte, to so mednarodne, to mi nismo nič posebenega.
Erich Honecker, ki so ga tudi niso, mislim, je bil obsojen, pa ni šel sedeti, ker je bil prestar, se pravi malo podoben Ribičiču, on ima 2 slavni laži, a ne. Ko so ga vprašali, ali se bo gradil Berlinski zid, je rekel ne. In se je zid začel graditi. In potem je naredil drugo mojstrovino laži, ko je ta zid razglasil v protifašistični zid. Če razume, kaj je to protifašistični zid, je zid proti lastnim državljanom, ki poskušajo pobegati na zahod. Ne? In poglejte tole Honeckerjevo laž. Ali je vrh slovenske ozne, to je leto 1994, vedel za vojno množične povaje, kot Mitja Ribič reče ne. Polak reče ne. Komandant enote, ki je pobijala, reče ne. In imamo zdaj tele junake na kupu, zgoraj pokojni. Mitja spodaj še živi Zdenek, ki pa kaj se pa naredi potem, ko Zdenek napiše. Se pravi, bil je en S. Vesel, ki je pa naredil samomor, Viktor Turnšek je bil zraven in MR, Mitja Ribičič je bil tudi zraven. In ti trije so delali selekcijo domobrancev, ki jih je ubiti treba. Da bomo mi razumeli, kaj je to bratstvo krvavih rok. Ko so domobranci spakirani v Šentvid in v Teharje, vsi krajevni ljudski odbori dobijo sezname svojih domobrancev in morajo povedati, ubiti ali ne ubiti. Glede na to, da je 90% domobrancev, ki jih dobijo v roke ubitih, veste, kakšna je to kolektivna krivda legla na deželo. Bratstvo krvavih rok. Kako to, da Zdene Rotar ve, česar Mitja Ribičič ni ve? Kdo je lažnivc? Kdo je večji lažnivc? Kdo se bolj norca iz nas dela? In naslednji korak, ne rabimo pravzaprav kaj dosti, kar storimo. Hellinger, en jezuit, zelo znan terapeut, prav, če je vmes umor, ni odpuščanja. Potrpeti treba, pretrpeti. In to žrtva drugega ni ustalo. Kdo je hotel preživeti, je mogel odpustiti in pretrpeti. In ne jeziti, na koga se už pojezil, se te spet zaprl, potovka. Sočutje. Se pravi, sprava bo pogovor, sprava bo pozornost. Želim te slišati, kaj se ti je zgodilo. Vse, ne samo vse. Pavel Jamnik, policaj, enkrat rekel, ko bo moj sin, ki je iz partizanske družine, želel zvedeti, kaj se je zgodilo njegovemu, da mu bo povedal zgodbo, njegov vrstnik, ki je iz domobranske družine, pa je bo sprave. Sočutje. Temeljni pogovor. In poglejte, kapital odpuščanja in kapital upora nenasilnega. Takih izjav imamo 10-15 tisoč v arhivu za popravkar izpodobnih. Tale je zelo strnjena. Ampak kaj nam pove? Ni bila dokazana krivda. Strašen dvom je za otroka, ali je bil kriv tisti, ki je bil ubit. Tudi na partizanski strani strašen tretja generacija sprašuje. Kaj mi niste povedali? Živa in mrtve sprašuje. Ni bila dokazana nobena konkretna krivda. Čast mrtvega. Smo bili odrinjeni na rob. Obsodba. Zakaj mene, otroka, odrivate na rob? Nisem kriv. Smo bili borci za svoj obstanek. Čudež, kaj človek vse prenese. Dolga leta krivice. V zgarani mami in starih starših dober zgled, kako se da preživeti v najtežjih trenutkih. Čudovit nauk za danes. Pa kaj mi jamramo? A so vam koga ubili včeraj? A so vam zaplenili hišo? A ste mogli bežati v Argentino? A je bilo kaj tacka? Še ne. Veste kaj, če hočete uživati na tem veseljem pričakovanjem, kar dajte, ampak takih tega ni, še zmeraj imamo možnost nenasilje ustaviti. Če pa želite, ja pa pejte jih iskati.
Zdaj pa še ena stvar, ki se ji reče strah. Jaz, kot veste, sem iz partizanske družine in strahu nisem poznal. To je izjemno zanimiv dokument, ki so ga najdeli pri obnovi Prižance v cerkvi v Selcah. In ko je bil naš volk imenovan uradno, je bil za naš Ja. No, kaj piše? Opozarjaš se na danes, to je sobota in jutri v nedeljo, brez nadaljnjega ne smeš zvoniti na čast na novo postavljenemu škofu, kateri ni postavljen ljudstva in namestnik Rožmana, morilca Slovencev. To je zelo primeren hate speech. Potem Rožmanovim žrtvam ni nihče zvonil, zato tudi njegovemu namestniku na čast ne bomo zvonili. Resnica je ta, da so med vojno duhovniku pokopali vse mrtve, ker je bil tak cerkveni red. Odgovoren si ravno tako za vse okoliške cerkve, da se ne bo zvonilo. Ostala cerkvena opravila naj se ne motejo na vršino, ako se ne boš temu pokoral in popolnoma molčal, te bo vzela noč. Čakaj, to je leta 61. Ampak kaj pomenijo te besede? Te besede so namenjene 80-90% slovenskega prebivalstva, drugorazrednim. A kdo je pa tole? Pedro Opeka razlaga položaj na Madagaskarju. In kaj pravi? Dost strahu. Dost. Strahu, takega, ki ga vi prodajate, a ne? Pri vsakom od vas bi ga lahko najdel za kakšen jerost. Ni treba. Dost strahu. A Pedro Opeka živi nekje v Zlatem gradu Sanskem, da lahko to reči. Taki so streljali na v zadnjih časih. Več kot enkrat. Dost strahu, odzvati se je treba. Iti po svoji poti. Ponižnost. Ponos. Nepovšatnost. Ponos, ker znamo ločevati med dobrim in slabim, pravilnim in napačnim. A je to zelo težek recept? A je lahko zmagovitec? No, in kaj pa prav, ko pa razlaga ta strah iz roda v rod, zavest zatiranja, otok, gor dol, in ni navadno, da se je strah razraščal, da miruje, se ne premakne, nič ne tvega, ni bilo govora o osvoboditvi, svobodi, zato ljudje ostanejo takšni. A mislite, da zato mi tako Pedra Opeko poslušamo, ko v nas govori? Zakaj je bilo povsod toliko ljudi? Pa tako smo ga poslušali. Ker je nam govoril o nas. Bojevnik upanja, dober prijatelj. A tole zaključujem pa s tem, to je rekel v Komnu, kjer je bilo, jaz sem bil tudi tam in je bilo pa barabe ne morate, on je tako čakal, on je tako rekel, jaz tudi svoje, revež je barabe, kaj bo drugo, se trebaš ne more biti. Ampak je rekel, pogledajte, prej so te novičali, še razlagati, kot je se odpuščali. Zdaj ne rotar izvoli, laži, lum, baraba, kučanček, dajmo, če malo nas okrog naših, ampak pa se moramo tudi sebe vprašati. A smo za resnico, a smo kaj resen, da se zmentali nismo. Ampak tole je recept, ki po moje lahko neha.